Živijo lepotičke, upam, da nimam preveč groznega glasu, ampak pač včeraj zvečer sem bila zunaj kar do pozne ure in danes preden sem začela štimati, sem pa mislila, da bi lahko naredila kakor nek tutorial, kako si pač v takih dneh lahko naredimo bolj žive, ker tudi jaz moram zdaj na faks in nočem ni izgledati tako. Tako bom šla. Prvo, kar je obvezno, vaša krema. Če imate karkoli za oči, dajte tudi to, ker pojoj telefon. Se opravičuje. Ja, čau. Ja, punce, se opravičujem, to je bila lih mama in njej pač ne moram prekiniti. No, kakor sem rekla, če imate kakršnokoli kremo za oči ali kaj takega, dajte gor, jaz sem že dala, ampak imam spodaj in pač sem preveč lena, da bi dol lezla. Ker po taki noči je vaš, tudi če niste nič pili, nič tega, samo je vaša koža verjetno zelo izsušena in rabi ogromno vlage. Drugo, ne pozabiti SPF. No, zdaj upam, da bo še svetloba, ker se nekaj začelo oblačiti. Jaz zdaj se take dni ne bi priporočala, ne vem kako močne podlage, zato ker kakor se neka vaša koža mora dihati, ker verjetno ste cel večer imeli make-up, vsaj sama vem, da sem. Tako bom to BB kremo, čeprav ni prav istega odtenka, kakor ima koža, ampak imam rajši to, da se bo malo videlo, kakor pa pač dodajam že nekoliko močne stvari gor na kožo. Ampak predtem bom pa uporabila ta The Professional od Benefita. Ja, vem, da grozna usta se že 2 tedna bojujem, ker ne vem, kaj se je zgodilo. In še Labella, ta edina do zdaj, kar mi je pomagala dejansko pri ustnicah in sploh ne vem od kje je, mi je mama dala, pa ima njen, ki je dobila. Ok, zdaj gremo na podlago. Če bi imate preveč rdeče obrave, samo tle, kar me toliko ne moti, ampak če imate preveč, pa priporočam uporabo česa takega. Ampak vam povem, da ta zadeva, pač ne vem, kdo je tako pameten pri Catrice, da da v primer ogromne bleščice. Ne tist majhen duisi, ampak ogromne bleščice in to v zelenega, ko hočeš nekaj prekriti. Ampak ja, pač. Sem mislila, da bom rabila dati gor, ampak vidim, da ni lih toliko preveč rdeče. Ja, uporabljam pa F80 od Sigma. In ja, sama dajem svojo kremo tudi pod BB kreme, ker vseeno se počutim, kakor da rabijo nekaj več navlažite, kakor pa je dejanski BB krema. Ja, kakor sem nekaj vem, da je bolj tam od moje kože, ampak je pa res, da je tudi moje telo bolj temno od obraza. Ker če gremo v solarij ali karkoli na obraz, dam zmeri SPF, ker tam uporabljam silicilno kislino in isto samo porjavitvenimi izdelki, kakor sem povedala v favoritih. Pač ne uporabljam na obrazu, ker tista krema, ko pride za obraz, mi zmeri naredi mazolčke. Tako da pač vzamem samo temnejši odtenek in pudra in vsega in tako rešim problem.
Je pa tudi meni zelo čudno videti, ker vidim najprej belo kožo in potem oranžno oziroma rjavo. Ker naenkrat ja, je tudi meni čudno, ne. Zdaj tata mali čopič od Real Techniques je detailer brush. In jaz pa kakšnih res majhnih detajlih in pomanjkljivosti, ki jih imam kakor taki mozolčki in tako. In jaz samo gor dam barvo okoli pa potepetam nekako. Tako da, mislim, sej bo očitno ne gleda vse nekar imate ven mozolje, tako da tudi če daste karkoli bo videti, da so mozolčki, ampak samo rada vse malo prekrijem s takim. Tako da zgleda, kot da sem se vse potrudila. A ja, pa prosim ne gledati nohtu, ker vem, da so groza. Ampak delam na tem. In ja, sama vedno dam ta korektor tudi okoli nosu, ker imam tle vedno pač rdeče, se nas ima večina, no. In zaradi sončnih očal, ki jih konstantno nosim, da imam tudi tle. A ja, in to pa zelo priporočam, če ste imeli dolgo noč in dresov pa da vam moj glas ne gre preveč na živce, ker meni mi gre. Ja, no, če ste imeli bolj dolgo noč, najboljši make-up so sončna očala. Brez dvoma. Zdaj na žalost, ker imam od BH, ja, dala. Smisla dati korektor za podočnjake, bom vzela kar drug čopič, Pointed Foundation Brush, zato ker, ja, sem mislila vzeti od BH tisti 10 paleta 10 korektorjev in enega bolj rozega, ker to najbolj ubije podočnjake, ampak za čuda jih nimam toliko, kako navadi. Tako da bom samo navadnega dala in upala, da je to zdosti. In kakor vidite, tlele tapkam bolj noter, kakor pa zabrišel, ko se zdaj res prime. In ja, zdaj še samo vzamem samo minutko. Ja, tako je pač, kar se tako dobro pripravlja. Od Everyday Mineral sem vzela Finishing Dust samo. Je pač bolj svetlo za zaključice. No, kaj sem se reči. Zdaj, ker so malo bolj zabuhle oči, ne bi onda sem. Prvo bom dala ta tekoči blush v odtenku Oboj od Makeup Revolution in potem bom šla naprej. In ja, za mene je pač nekaj zelo pomembnega, da daš blush, če si bil celo črvani, ker ti da vsaj nekaj življenja nazaj. In lahko vidite, da res uporabljam minimalno in le tako močna barva. Ok, zdaj bom šla na obrvi. Ja, na obrvi. Sem že mislila, da je šla kamera, ampak ne, očitno se je odločil vrne, da bo kosil. Zdaj bom šla na obrvi, zato ker če imamo spodaj podlago, da je še tekoča, se bo vse izdelki za obrvi se bojo bolj dobro primili. Pravljamo tako nad svinčnik obravn, zdaj se prečujem, če malo izven kamera, ampak imam tle ogledalo.
ste tudi vi eno obrv, kar vam zmeri gre brez problema in drugo, kar vam zmeri dela probleme in zmrste pol ure zafrkavati z njo? Ker sama definitivno imam. Ne glede na to, koliko jo pustim, da mi zrasejo dlake, ali pa koliko jih populim, vedno bo ta, kar mi ne bo se strinjala z mano. Zdaj bom vzela ta od Essence, ne vem niti kako se kliče, to pač za barvi Kukar senčila in od Caramel Color, kakorkoli so, čopič tenko 10 in samo čez, kjer sem pač prej zarisala tiste črte. In ja, sama pa najpomembnejše mere so barvi kadarkoli za take make-up ali karkoli, ker te prav zbudi, plus bolj ti uredi obraz, da ni lik videti, da si bil celo noč veni. In ja, če gledam tja, gledam konstantno uro, kakor se nekam na faks, ampak zdaj probam bolj počasi se delati, kakor pa dejansko bi. Tako lahko z vami govorim vmes. Ok. Zdaj, ker se vidijo, kje črte od barvice, sama grem s takim čopičem noter, ta Dviječ Cosmetics. Oziroma niti ne čopičem, pokrtačka in samo počeščem skozi. In ja, če vidite tudi v videti, da je ta obrv dosti tanjša kakor ta, in zato, ker obeh isto probam pustiti, da raso, ampak ta mi je spredi sploh noče in 5-krat bolj tanka kakor ta. Mi je pa ta debela lepša, sto jo nočem spreminjati, da bi bile iste. Ok, Essence Lash and Brow pač gel maskara, čez obrvi, ker to pač dam vedno s to, da obdržijo neko obliko in potem, če vidim, da kje rabim še senčila oziroma barvice, grem pač čez z senčilom oziroma barvice. In ja, je pa dan kar dosti tega gela, ker sem gotila, da če daš malo, ne boš imel nič od tega, ampak bojo samo trde dlake, če pa daš dosti, pa pa vse je res ohranila obliko. Grem spet s svinčnikom, samo kozico nekaj podaljšati. No, ok, zdaj gremo na oči in spet sem mogla stegati po neki. To je pač zelo pripravljen video, kako lahko vidite. Dosti sem mogla razmišljati naprej. Ok, vzamem, ko bi tebi nekaj kleščam za trepalnice, jih priham gor. To se mi zdi res tudi zelo pomembno, zato ker po žuru najverjetneje so naše oči take in si želimo dati tisto, jih odpreti. In zato samo tudi po dolgem večeru ali karkoli ne dam nobenih senčil, ampak samo ogromno maskare. In tudi ponavadi jaz, kakor dam maskaro, obvezno moram dati tudi, ja, to je tisti prozoren. No, obvezno moram dati tudi črno črtalo na linijo zgornje veke pod trepalnicami, ampak res, če sem ja dolgo noč, ne, ker hočem res odpreti oči. In oči si rabijo tudi odpočiti, če, kot sem rekla, sem vedel cel večer gor make-up, je pol fajn, da pač jih malo odpočijemo, da nimajo nekor gor. Extreme Curl maskara od Ma. Ven in ne vem, če zdaj koljo nekoga, pa ne slišite tega.
Ok, to je moj prvi sloj te in potem dodam še totle, dam še en sloj te in potem pa še en sloj Amazing Land od Make Revolution. Se je že spravilo dol, tako moram z glave govoriti. Ok, zdaj bi to bilo to, pa če vam pogledati obrvi še enkrat. Ja, verjetno vidite gledalo. Spet ta svetlejšega vedno uporabim. Čeprav imam naravno črne obrvi, ampak kadar smutim, kadar jih zapolnjujem in če dam še čez podlago, izgledajo dosti bolj svetle in mi delujejo bolj naravno, ker trenutno imam rjave lase, kakor je lahko videti, in da imam pol črne obrvi in ni jih najlepše, za meni. Ok, zdaj ga to sem, grem še na drugi sloj maskare odmah. In sicer, kadar delamo tak videz, nekaj hoče se samo zbuditi, je meni osebno lepše, če ne damo nobenega pudra v prahu, tako da koža ni prav mat, ker potem deluje, ne vem, skoraj bolno že. Ampak zato, ker gledam samo, kako sem nekaj na faks in bom morala dolgo časa imeti ta make-up, ga bom pol dala. Zdaj grem takoj že z drugim Amazing Lens od Make Revolution. Ok, to je to za maskaro. In ja, zdaj puder, kakor sem rekla. Ampak res samo tam, kjer vam gre make-up prvo dol. Pri meni je to definitivno okoli ustnic in tukaj vmes. Tu. Ja, to pa tako zabrišem, da se izgine tista linija med BB kremo in lasmi oziroma v uhi ali karkoli. Čeprav vedno se sama potrudim, da dam malo BB krema podlaga ali karkoli tudi tle na uho. Ker pač sama to res opazim pri puncah, če ne naredijo in se jih res vidi, da ima napačen odtenek pudra ali kakorkoli. Ok, za konec še šminko, samo uporabljam odtenku Flashing od Make Revolution. Ok, to bo za zdaj to. Upam, da vam je tak video bil všeč, da pač bom prišel prav kdaj, moji tudi nasveti, kar sem jaz malo govorila. Zdaj, če bi hotela res še kaj dodati, bi sama dala samo eno eyeliner črto na vrh, ker to uniči ta videz puhastih oči, ker jih da pač ve, ker je koliko stanjšem, ker bi naredila preveč debele črte. Ampak sama pač mi ni lih najbolj všeč tisti videz na meni, ker se mi zdi, da imam kar majhne oči in da jih tisto še bolj zmanjša. Tako bom pustila pri tem. Je zares preprosto narediti, vem, da bom dolgo časa imela gor in da se ne bo zabrisalo in je kar tako, da te malo poživi. A ja, pa še nekaj bi lahko zdaj dala na koncu, ampak pač sama ne bom. Tlele bi lahko dala še kakšen highlighter, sama ne bom, zato ker nikoli se nisem zanimala toliko za highlighterje in jih imam
kar pa jih imam, so večinoma ali tekoči, kar bi mogla dati že na začetku, ker mi ni všeč zdaj, da bo kakor flekasto, ali pa eni z bolj zlato podlago, kar pa zdaj mi ne bi pašlo, ker sem šla bolj za hladne tone. Ok, to bo to, upam, da nimam preveč groznega glasa, da mi ni bilo preveč grozno poslušati in se vidimo drugič. Čau, čau!